Minister Žagar je napovedal nek skupen sestanek vodi. Kaj pričakujete od njega? Predsednikov stran? Ja. Mislim, da je za aprila. Drugo je, da je NSI nekako napovedala, da če se ne bo išlo tako, kot si oni zamišljajo, da bi se morebiti obrnili spet na spreminjanje ustave in načelo ustanavljanja pokrajine spodaj na zbor. In kako je z vašim referendumom? Ja, naš referendum je bil vezan na zakon, ki ni doživel parlamentarne podpore. V tem smislu ni na dnevnem redu trenutno. Glede sestanka, ki ga napoveduje minister Žagar, še nismo obveščeni, pripravljeni smo sodelovati na vseh sestankih. Regionalizacija je tema, ki je za nas zelo pomembna, zato smo v tem mandatu tudi podprli omenjeno spremembo ustave in mislimo, da je to dosežek za regionalizacijo v Sloveniji in od tega nikakor ne vidimo razlogov, da bi bilo od tega potrebno odstopati. Namreč imeli smo situacijo dolga leta, ko se je temu nasprotovalo in seveda do regionalizacije ni prišlo. Tako da mislim, da bi veljalo biti v tem mandatu zadovoljen s tem, da je bil ta, po mojem prepričanju, eden od najbolj odločilnih korakov in to je sprememba ustave na tej točki dosežen. Ta sedanja opozicija, ki je pogosto glede regionalizacije deležna očitkov, je zmogla to razumno držo, da je podprla spremembe ustave. Sedanja stranke vladajoče koalicije so po večini tej ustavni spremembi v prejšnjem mandatu nasprotovale z argumenti, ki so se izkazali kot napačni. Tako da ni pa po drugi strani nobene nuje, da bi morali zdaj v tem, ko parlament zaključuje svoj mandat, ko bi imel samo še nekaj sej, tako pomembno, dolgoročno, usodno, če naj tako rečem, ali pa z velikimi posledicami za ustroj države, ne samo neke lokalne skupnosti. Projekt, kot je regionalizacija, ga na hitro zdaj poskušati sforsirati skozi parlamentarno proceduro. Ta mandat lahko še naredi kaj na vsebinskem izboljševanju zakonov, o tem bo kolega Pavle Gantar znal povedati še kaj več, ker gre za število, pa ne samo za število, kjer pozdravljamo, da se stranka Nova Slovenija vrača na bolj razumen razmislek o številu pokrajin, ki mu je v preteklosti že sledila, pa potem pod pritiskom koalicijskih partneric popustila. Ampak mislimo, da ta čas potreben res za to, da se argumentirano razpravlja, pripravlja zakonske podlage, da bi v novem mandatu te zakone lahko s čim širšim konsenzom sprejeli in izvedli volitve, regionalizacijo samo, torej to teritorijalno razdelitev in tudi volitve v ustrezne organe novih regij, bodi si z evropskimi volitvami, še bolj primerno po vsebini pa bilo in tudi zaradi določene ekskluzivnosti posameznih kandidatur, ki je zdaj popolnoma odprta. Lahko si in poslanci, in glavari, in župani, vse je zmešano zdaj v sedanjih zakonih. Bolj primerno bi bilo seveda v lokalnih volitvah 2010. To je razumno, če vemo, da gre za projekt, ki mora imeti pozitivne posledice, da ne bo regionalizacija tako kot ta nov terminal na Hitrovo, da bomo se znašali v nekem kaosu, kjer ne bo noben vedel, kdo pije, kdo plača, kdaj, kakšna pokrajina poleti in kdaj pristane in kdaj bo trajno žareče v hangarju. Izvoli pa. Mislim, se je bilo rečeno vse. Enostavno rečeno, če kdo misli, da je mogoče izpeljati projekt regionalizacije do konca v tem mandatu in z temi volitvami v septembru, v bistvu konec septembra, potem izpeljati že tudi volitve v pokrajinske organe in mislim, da misli napačno in da če bi se že to zgodilo, bi bilo tveganje nepreglednosti ali pa napak ali pa terminala v Hitrovu tako veliko, da bolj že o tem niti ne govorimo. Mislim, da je čas za to, da bi pokrajine dobili z letom 2009 in njihova vodstva pač minil. Ni pa minila seveda možnost, da se pogovarjamo o vsebinskih in drugih vidikih ustanavljanja pokrajin in prav gotovo bomo videli, se bomo držili sestanka, ki ga napoveduje gospod Žagar. Seveda pa opozarjamo, da, kar smo opozarjali vse skozi, da v naši stranki mi ne moramo ločeno obravnavati pristojnosti, nalog, vsebine pokrajin od njihove družbene teritorijalne organizacije. Če so večje, so te pristojnosti drugačne, če so manjše, so zopet drugačne in tako naprej.
In hkrati opozarjamo tudi seveda, da obstajajo neki minimalni pragovi glede velikosti, števila prebivalcev, da bi pokrajine lahko bile učinkovite, kar smo že večkrat povedali, da je gornji limit, tako rekoč, bi približno, torej pri 8 pokrajinah, kar čemer smo že tudi govorili. Tako da upamo, da bo tudi minister Žagar prišel s kakšnimi spremembami, s tem, da bo revidiral svoje stališče dosedanje in če jih bo, bo to gotovo zanimiv pogovor. Vendar bi rekel pogovor za naslednji mandat in za pokrajine, ki bodo ustanovljene očitno v naslednjem mandatu.